Spoštovani akademik profesor dr. Tadej Bajd, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani profesorica dr. Marija Stanovnik, izredna članica akademije, in dr. Ingrid Slavec, Gradišnik, ter drugim članom organizacijskega odbora vse pozdravljam in se zahvaljujem za to posebno priložnost, da spregovorim pred tem zborom. Spoštovani zbor, pri proučevanju zgodovinske osebnosti, kot je dr. Janez Blajvar, se je treba nujno ozreti na njegovo delovanje v konkretnem času in ga umestiti tudi glede na družbeni razvoj pred tem in kasneje. Dr. Janez Blajvar je doktoriral na Dunaju iz medicine leta 1832 in 1835 diplomiral iz živinozdravstva. Tako da ga smatramo za zdravnika in živinozdravnika. Njegovo osebno orientacijo je mogoče pravilno razumeti, če upoštevamo takratno usmerjenost pri študiju medicine in veterinarstva. To pa je velik poudarek na izkušnjah, na znanju, pridobljenem s praktičnim delom in na racionalizmu. O tem je Blajvar izpisal, to njegovo duhovno sporočilo je mogoče jasno prepoznati v poudarjanju umnega, to je preudarnega, pametnega in razumskega kmetijstva, kar je pomenilo tudi ravnati se po pridobitvah empiričnih znanstvenih spoznanj. Nemedicinske razlage, to se pravi nestrokovne razlage, bolezenskih pojavov in tudi zdravljenj je odločno zavračal. Tu so prikazana nekatera delovna mesta, ki jih je dr. Blajvar opravljal po končanem študiju medicine, in sicer zaradi zaslužka, da bi preživel družino. Namreč 1834 leta se je poročil s Karolino Loti-Fellner in istega leta 3. novembra 1834 se je rodil sin Karel, ki je se tudi zapisal v slovensko znanost oziroma medicino in zdravstvo. Na Dunaju je imel Blajvar slepo kariero pred seboj, vendar je želel priti na Kranjsko, kar se mu je ponudilo pri razpisu učitelja živinozdravstva na Mediko-kirurškem zavodu. Za njegovo delo na Dunaju je značilno praktisches Heilverfahren bei den gewöhnlichsten innerlichen Krankheiten des Pferdes nach den Grundsätzen der praktischen Tierarzneischule in Wien. To delo, ki je doživelo vrsto ponatisov in je bilo daljše obdobje kot učbenik na Dunaju. No, tukaj pa je del biografskih podatkov na Kranjskem. Julija 1941 mu je bila dodeljena stolica živinozdravstva na Mediko-kirurškem zavodu v Ljubljani in to je bila priložnost, seveda, da se je vrnil v Ljubljano. Maja 1942 leta je bil izbran za tajnika kmetijske družbe in avtomatično s tem je postal urednik novic. Prva številka je izšla 1843 leta. Aprila 1848 je bila ustanovljena Podkovska in živinozdravniška šola in Blajvarju je bilo izročeno vodstvo te šole, ki je pričela delovati s poukom januarja 1850. Tu bi morda dodal, da je
bila leta 1850, da je bil leta 1850 mediko-kirurški zavod ukinjen in leto kasneje Bleiweiss upokojen s 34 leti. Tako je potem poučeval na podkovski in živinozdravniški šoli brez plačila. No, tukaj bi bilo vredno omeniti, potem, da je po odhodu Simona Strupija iz Ljubljane v Prago dobil službo deželnega živinozdravnika leta 1856 in je bil potem drugič upokojen 1874, naslednje leto pa je izvoljen za predsednika Slovenske matice. No, tu so navedene še nekatere znane funkcije. Bil je član zdravstvene komisije za Kranjsko, deželni poslanec, deželni odbornik, predsednik ljubljanske čitalnice in 1866 redni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti kot prvi Slovenec. Zato temu je verjetno koristilo Bleiweissovo znanstveno delo Identität der Rinder- und Schafpest zum ersten Male durch Impfversuche konstatiert, ki je bilo objavljeno na Dunaju 1864. leta. Bleiweiss se je zavzemal za pomnožitev podružnic pri kmetijski družbi in sicer je v njegovem času vodenja družbe se je preoblikovala ta iz obče družbe učenih v strokovno kmečko in ljudsko organizacijo, v katero je bilo vključenih veliko naprednih kmetov. Za Bleiweissa je bilo značilno vztrajno prizadevanje za umiko preprostega ljudstva, kar je bilo že prej rečeno, za kar so bile nujne dobre šole, berila, to je učbeniki in poljudno strokovna dela v domačem jeziku. Bleiweiss je smatral, da nabožnih del in pesmaric sicer ne odklanja, a za uspešen narodni razvoj naj ne bi zadoščale. Po neki priložnosti je zapisal, da s krščanskim naukom in z molitvenimi knjigami vendar še ni vse upravljeno dobrega in priljudnega človeka umikati. Še nekaj drugega neizmerno potrebujemo, brez česar nikakor naš narod ne bo dosegel potrebne stopnje v umiki. In to so šole, dobre šole. Bleiweiss je tudi k temu, z osebnim delom temu veliko prispeval, obsežna je njegova zapuščina del, ki jih je napisal za potrebe kmetijske družbe za Kranjsko ter podkovsko in živinozdravniško šolo, izjemen pa je bil tudi njegov avtorski prispevek k novicah. V njegovem času se je kmetijstvo preobrazilo in uveljavila se je sodobna živinoreja. Omeniti velja tudi njegov prispevek zdravstvu in Slovenski matici. Vsem tem lahko prepoznamo Bleiweissov reformatorsko prizadevanje. Skratka, Bleiweiss nam razkriva kot ploden mislec praktičnega duha, izhajajoč iz idej razsvetljenstva. To duhovno podlago je dopolnjevala fiziokratska doktrina, to je ekonomija dodatne ali presežne vrednosti živega dela, ki se je v Habsburški monarhiji uveljavila v drugi polovici 18. stoletja, uokvirjena z etično utemeljenimi utilitarističnimi stališči. Bleiweissa so navdihovale reformistične in volterijanske razsvetljenske zamisli, katerih namen je bil izboljšati gospodarske in socialne razmere. No, tu bi omenil še, tam je napisana milosrčnost do živali. Bleiweiss je bil za tisti čas gotovo napreden tudi etično-moralnega vidika, kajti posebej poudarjal dejavnike, ki so škodljivi za živali, ki
jih je treba odstranjevati in se posvetil recimo dejavnosti, ki je opisal kot milosrčnost do živali, kar je pomenilo tudi prizadevanje proti njihovemu mučenju. Naj se spomnim na ugotovitev Franceta Kidriča, da je Bleiweis odlikoval pragmatizem, primeren prav za njegov čas. Ta trditev je pravilna, vendar pa iz konteksta drugih celovitejšega vrednotenja Bleiweisa delovanja je razvidna negativna ocena, utemeljevana na primerjavah s Francetom Prešernom. To je bila tendenčna kritika, saj znanstvenega vidika je presegala zgodovinsko resničnost 19. stoletja. Se je pa s tem tudi v spominu Slovencev nekako prikradla pozaba na nekatere dogodke v 19. stoletju, med drugim tudi na Koselskega pesem Slovenijo. S to pesmijo se je v tedanjem političnem prostoru uveljavil izraz Slovenija za zamišljeno skupno domovino Slovencev, ki so sicer živeli v več deželah, upravnih enotah takratne Habsburške monarhije. Opis matere Slovenije pa je najti že pri Valentinu Vodniku v pesmi Ilirija zveličana, ki je nastala 1816, objavljena pa 59. leta. Namreč pravi Vodnik, mat stara Slovenija se komaj zave, očehi veselo igrajo solze. Kdor čistla moj jezik, kdor zove me mat, ga hočem ali oča ali sina imenovati. Koselski ni pozival k revoltu, ampak državotvorni nalogi slovenskega naroda, ki naj bi se prepoznal kot zgodovinska tvorba. S pesmijo Slovenija sta Koselski in Bleiweis stopila v srčiko narodno-prebojevalnega procesa, ki takrat še ni bil v operativni fazi, ampak v razvoju. Slovenija po Francetu Koblarju oda v distihih, vendar pa Slovenija ni samo hvalnica, ampak tudi budnica, če povzamemo po Koselskem. Kako? Ti dvomiš, dvigni se, dvome na stran, slava je tvoje ime. Bleiweis je sprejel zamisel o zedinjeni Sloveniji leta 1848 in si vztrajno prizadeval za njeno uresničitev, med drugim tudi na Vižmarskem shodu 17. maja 1869. Kjer je bil njegov poziv, dajte nam Slovenijo. Narodnost je bila zanj višja zadeva, zato je bila razumljiva njegova reakcija na Ricijevo primerjavo med Prešernom in Koselskim in še posebej na Ricijev nasvet, naj Koselski hodi po Prešernovih stopinjah. Upozoril je, da je Prešeren pel v drugi dobi in to večinoma ljubezenske pesmi, to je po Bleiweisu, medtem ko duh Koselskega obravnava višje podobe, to je višjo predstavo, pod narekovajem, skratka narodno skupnost. Šlo je torej za konceptualno vprašanje in po Bleiweisu se nasvet Vinceca Ricija ni skladal s tedanjimi potrebami Slovencev. Bleiweis je treba v omenjenem odzivu razumeti tudi iz tega stališča, da je s Koselskim odprl slovstvo novost, času primerno narodno prebudno temo. Jože Pogačnik ocenjuje,
da se je z Bleiwesom začel vdor utilitarističnega pismenstva, ki je svojo kvantiteto upravljal pomembne narodnostne funkcije. Temu pismenstvu sta bila vir navdiha, socialnost in nacionalnost, naslonjena na skupno dobro. Tako Jože Pogačnik. Nazorska usmeritev, tu poskušamo osvetliti nekatere zadeve, ki jih lahko uvrstimo kot elemente nazorskega mišljenja. In pri Bleiwesu bi upozoril na nekatere manj znane podrobnosti, recimo njegovo razlago o boleznih in zdravljenju, ki je temeljila vsaj za preproste ljudi na deističnem pojmovanju, tako ocenjujem, to je na naravni in racionalni filozofiji oziroma teologiji. Trdil je, da si pametni ljudje po svetu prizadevajo ozdravljati bolezni z naravnimi pripomočki, ker jim je stvarnik dal za to, da sledijo skrivnostim narave in si prizadevajo ugotoviti vzroke in lastnosti bolezni ter poiskati pripomočke za zdravljenje. To je bilo v Novicah leta 1952. O koristnosti naravne filozofije je sicer pisal Anton Tomaž Linhart v Blumenau's Kranj 1780 za 81. leto. Vendar je na Bleiwesa verjetno bolj vplival profesor Anton Heine, Kranjčan, znan kot svobodomislec in umetni krajnar, ki na Dunajskem veterinarskem inštitutu poleg drugih disciplin predaval nauko o prehrani in zdravilih, botaniko in farmacevtsko kemijo, tudi o prehranskih, zdravilnih in strupenih rastlinah. Znano je po prijatelju v tem pisal, da je bila za Bleiwesa značilna predmačna svobodomiselnost iz obdobja Metternichovega absolutizma. Vendar pa svobodomiselnosti ni opustil, kar je očitno leta 1877 pri njegovem odzivu na očitke nekega dopisnika Zgodnje Danice o materializmu v razpravi Možgani doktorja Maxa Samca, ki so išli v matičnem letopisu za leto 1876. Kot urednik matičnega letopisa je Bleiwes zagovarjal svobodno znanost, saj, če anatomi in patologi razpravljajo o možganih, morajo hočeš ali nočeš biti materialisti, kajti tudi možgani so materija. V Novicah 1877. Samec je v svoji razpravi med drugim sklepal, da pri prvih ljudeh, torej obravnaval evolucijo človeka, moški ni imel bolje organiziranih možganov kot ženska. Opozarjal je na odvisnost razvoja možganov od njihove rabe, kar je bilo eno od pomembnih načel Lamarckove evolucijske razlage, ki je bila Bleiwesu blizu. Očitna pa je bila tudi Samčeva naslonitev na Darwinovo delo o človekovem izvoru in selekciji glede na spol iz leta 1871. Če tudi Bleiwes podobnih stališč javno ni poudarjal, je brez zadržkov podprl Samca. Z drugimi besedami, sprejemal je teorijo o evoluciji kot znanstveno veljavno razlago oziroma sprejemal je znanstveni materializem. Nič od tega pa ne kaže na Bleiwesov domnevni klerikalizem ali na njegovo naklonjenost čudežnim krščanskim dogmam, tudi ne naklonjenosti panteističnim nazorom. Lahko bi morda povzeli, da je bil Bleiwes kritično misleč katoličan. Kot je sam zapisal, je bil za nekatere presilni klerikalec in za druge premalo cerkven. Vendar pa je Bleiwesa, če tako rečem, krasila tudi
lastnost, da je lahko sodeloval, da je bil strpan in je lahko sodeloval vsemi, ki jim je bilo mar za narodne zadeve in za kulturo napredka. Knezo škof Anton Alojzij Evolfa je pridobil za financiranje nemško-slovenskega in slovensko-nemškega sodelovanja, sodeloval je z lamantinskim škofom Slomškom in z duhovščino in sodelovanje z duhovščino mu je sploh omogočila dostop novic do kmeta in njihovo širitev. Pomembno je bilo njegovo sodelovanje z liberalnimi duhovniki in jožefinci, ki so podpirali ideje fiziokratizma in slovenskega nacionalizma. Morda bi tukaj povzel, da novice o verskih zadevah niso pisale, pisale pa so o antični grški kulturi skladno z dediščino preporodovcev. Mogoče je sklepati, da je veri videl tudi v taktičnem smislu močno medgeneracijsko vez, pomembno za narodno povezanost in uveljavljanje. No, glede politične orientacije se ne bi spuščal v širino. Nekaj zadev bi poudaril, ki morda s katerim se da opisati lik Bleiweissov. Torej, sam ni rinil v visoko politiko na Dunaju, deloval je na Kranjskem in želel je delovati na Kranjskem. Sicer pa je bil prepričan, da se Slovenci ne bi smeli izčrpavati na dveh frontah, na polju narodnostnem polju in ideoloških bojih. Zato je glede na to sredinsko usmeritev Bleiweissa razumljivo, da je v 70. letih 19. stoletja po hudih političnih trenjih v letih 72-73 in neuspešnih volitvah v deželni zbor bila dosežena sloga in to je bilo zanj najbrž zelo velik uspeh. Vendar pa slogaštvo ni moglo predstavljati trajne usmeritve, saj je dušilo politično iniciativnost. Anton Mahnič je bil prvi, ki se je slogaštva po Bleiweissovi smrti lotil s klerikalnega stališča, sledili so mu liberalci z Ivanom Prijateljem in morda bi lahko rekli, da je ideološki boj v 20. stoletju največ prispeval k zatonu Bleiweissove podobe v slovenskem zgodovinskem spominu. Svoje upravil tudi Speransov, to je Edvarda Kardelja, politični manifest razvoj slovenskega narodnega vprašanja, katerega ideološka podstat je temeljila na nasprotju med konzervativizmom in revolucionarnostjo. Manifest je bil sprejemljiv kot, recimo narekovaje, zgodovinska resnica za intelektualce leve in desne sfere. Vendar pa vseeno bi rad poudaril, ne glede na politično vrednost, da je Bleiweiss oral na političnem polju sredinsko in povezovalno ledino. Prav mogoče je, da ga v tej opredelitvi ni vodila le politična taktika, ampak tudi morda predvsem globoko prepričanje razmišljajočega intelektualca. Razpravo končujem z mislijo, da Bleiweiss sicer ni pisal obsežnih teoretičnih razprav, kajti njegovo geslo je bilo več delati, kakor besedovati. Vendar je iz njegovih prizadevanj in objavljenih del mogoče sestaviti mozaično podobo, pri kateri se jasno izriše program narodnega napredka na gospodarskem, socialnem, kulturnem in političnem področju. Bleiweiss je narodnobuditeljski program Zoisovega kroga nadgradil s sodobnejšimi usmeritvami in izvedbami. Pravzaprav je bil prvi, ki je celovito povezal prerod z narodom. Z njegovimi novicami so se narodne zadeve dejansko in nepovratno premaknile.
Bil je pomemben slovenski reformator in narodni buditelj. Reformator in prenovitelj na področju kmetijstva in obrtništva ter drugih področjih, na primer pri uveljavitvi gajice namesto metelčice in dančice. Prej omenjena Kidričeva opredelitev Bleiweissove pragmatičnosti pa nam v tem pogledu najbrž ne pove dovolj in nas morda celo zavede. Svojim vztrajnim in več desetletij trajajočim delom si je Bleiweiss pridobil laskavo ime oče slovenskega naroda. V takšnem vzdušju so ob njegovi 70-letnici leta 1878 priredili splošno slavje, se pravi, staroslovenci so bili in mladoslovenci skupaj. In leta 1891 od njegovi smrti ljudsko slovo. Za sklep naj povzamem besede zgodovinarja Petra Vodopivca, da je Bleiweiss ena od osrednjih osebnosti slovenske zgodovine 19. stoletja, ki ne sme utoniti v pozabo. Najlepša hvala za pozornost.